Pozdravljeni. Pred začetkom sezone smo nekaj naše pozornosti namenili tudi novo preimenovani ekipi Alpine. Vrnitev Fernanda Alonsa, sprememba barvne sheme in še bi lahko našteval. A kljub vsemu po prvi dirki veliki nagradi Bahreina, mislim, da marsikdo izmed nas ima malce grenak priokus v ustih. Poglejmo si malce, kakšna je situacija v tej francoski ekipi. Kolikor se ozremo samo in izključno na rezultate velike nagrade Bahreina, bomo verjetno razočarani. Namreč marsikdo izmed nas je pričakoval bistveno več od francoske ekipe. In tu moram priznati, da sem bil sam pogostokrat razočaran, ko sem najmanj v zadnjih 2 sezonah pričakoval bistveno preveč od takrat tovarniške ekipe Renault. Tudi vrnitev Fernanda Alonsa ima po mojem osebnem mnenju veliko dodano vrednost k skupnemu rezultatu. A poglejmo sedaj, kam bi uvrstili ekipo Alpine ter njihov bolid A521 v tistem razmerju moči. Seveda, po prvi dirki je malce težko govoriti o kakih resnih zaključkih, a vseeno v zadnjih 4 mesecih je bila to 3. dirka na tem prizorišču, videli smo zimska testiranja in imamo kar nekaj podatkov, iz katerih lahko razberemo marsikaj. Ne moremo pa dobiti nekega zaključka, ki bi lahko bil merodajen, se strinjam. V sezoni 2020 je tovarniška ekipa Renault dosegla lepe rezultate. Sicer ne moremo trditi, da je bila boljša naprimer od McLarena in McLaren je imel v lanski sezoni pogonski sklop Renault oziroma ekipe Racing Point letošnjega Aston Martina. A vseeno znali so še presneto dobro izkoristiti ponujene priložnosti. 3-krat so bili na zmagovalnem odru, 2-krat na 3. mestu, 1-krat na 2. mestu. In v vsaki izmed naštetih priložnosti so v bistvu izkoristili napake drugih. Govorimo o veliki nagradi Eiffla, veliki nagradi Emilia Romagna ter veliki nagradi Shakirja. Težko bi rekli, da tovarniški Renault RS20 v lanski sezoni je v bistvu prehitel toliko nasprotnikov, kot so sami odstopili. Drugače so se nahajali tam približno med 7. in 10. mestom. Odvisno sicer od proge, odvisno od dogodkov, a nekje v povprečju mislim, da če smo realni, so spadali v tisto skupino, v zadnjem delu območja, kjer se delijo točke. Poglejmo najprej, da bomo bolje razumeli, kako hitri so bili pri tovarniški ekipi Renault v lanski sezoni. Namreč na veliki nagradi Bahreina med kvalifikacijami so imeli enkraten rezultat, 6. in 7. mesto. Dosegli so čase minute 28 sekund in 417 tisočink ter minute 28 sekund in 419 tisočink. Razlika med obema časoma bori 2 tisočinki. Torej zanemarljivo. Zanimivo je, da Lewis Hamilton je na tisti veliki nagradi dosegel pole position s časom minute 27 sekund in 264 tisočink. Zaokroženo govorimo o zaostanku sekunde in 150 tisočink, da se bomo malce bolje razumeli. Seveda, zaostanek, ki je lahko iz nekih zornih kotov ogromen, a iz drugih nam kaže pravzaprav, kam je spadala tovarniška ekipa Renault v lanski sezoni. Če pogledamo zimska testiranja, bomo videli, da Fernando Alonso je s pnevmatiko C4, ki je primerljiva z lanskimi in seveda letošnjimi kvalifikacijami, dosegel čas minute 30 sekund in 318 tisočink. Če ta čas primerjamo s tistim, ki ga je dosegel Max Verstappen, minute 29 sekund in 960 tisočink,
Vidimo, da je res zaostanek malce narasel, a samo na sekundo in 3 desetinke. Seveda zopet zaokroženo, da se bomo bolje razumeli. In poglejmo, kaj se je zgodilo na kvalifikacijah za veliko nagrado Bahreina. Fernando Alonso je prišel v Q3 na 9. mesto, zopet s pneumatiko C4 in tam dosegel čas minute 30 sekund in 249 tisočink. Torej, bil je za 6 stotink boljši kot na zimskih testiranjih. In kolikor njegov čas primerjamo s tistim časom, ki ga je dosegel Max Verstappen na prvem štartnem mestu, bomo videli, da sploh ni bil tako slab, namreč Max je dosegel čas minute 28 sekund in 997 tisočink. Razlika med njima zaokroženo sekunda in 250 tisočink. Bistveno boljši v primerjavi s tistim, kar je pokazal naprimer Lewis Hamilton. Ta je bil na drugem mestu s časom minuta 29 sekund in 385 tisočink, torej Fernando Alonso je zaostajal za Hamiltonom za manj kot sekundo. Torej, če malce potegnemo črto preko teh podatkov, bomo lahko dobili neko sliko, iz katere se da razbrati, da ekipa Alpine v primerjavi z lanskim letom ni toliko izgubila, kot bi lahko mislili na prvi pogled. Morda je kdo drugi kaj pridobil in tu bi rad pokazal na Ferrari. Fernando Alonso in Carlos Sainz mlajši sta imela primerljiva časa, Charles Leclerc je tu nekaj svojega dodal. Seveda nočem iskati opravičila za Fernanda Alonsa, po mojem osebnem mnenju je bil fantastičen. Tu bi rad s prstom pokazal na Estebana Ocona. Njegove kvalifikacije so bile pod vsako kritiko. Njegov celoten vikend je bil po mojem osebnem mnenju lahko boljši samo od tistega, ki ga je pokazal Sebastian Vettel. In to ni velik kompliment. In sedaj si pa oglejmo, kako se je obnašal Fernando Alonso med dirko. Dokler se niso začele njegove tehnične težave, je bil praktično v tistem zadnjem delu območja, ki še prinaša točke svetovnega prvenstva. Torej tam, kjer se je kvalificiral in tam, kjer smo videli v lanski sezoni tovarniško ekipo Renault. V letošnji veliki nagradi Bahreina v bistvu nismo videli ne vem koliko odstopov in Fernando Alonso je bil med tistimi redkimi, ki so predčasno končali dirko. Zato bomo težko prišli do kakega realnega zaključka, a kljub vsemu ne bi bil tako pesimist, kar se tiče ekipe Alpine in njihovega A521. Tisti, ki je razočaral, je Esteban Ocon in mislim, da tu ni dvomov. A vseeno mislim tudi nekaj drugega, namreč v lanski sezoni so pri tovarniški ekipi Renault izjemno dobro izkoristili ponujene priložnosti. Zato marsikateri navijač ter navdušenec Formule 1 si je ustvaril malce preveč optimistično sliko. Letos smo videli, da pri skuderiji Ferrari so naredili korak naprej in se približali tistemu, kar je lani dosegala tovarniška ekipa Renault. In letos Alpine se bo morda boril prav s Ferrarijem za tista mesta, ki še prinašajo točke. Če pa k povedanemu dodamo še, da Fernando Alonso zna presenetiti in dodati še marsikaj zraven, bomo lahko videli predvsem v srednjem in zaključnem delu sezone kar lepe rezultate. Seveda, 2 sezoni odsotnosti se pozna pri vsakomur, a Fernando bo potreboval nekaj dirk, da bo zopet dobil tiste prave občutke. Ne samo do Formule 1 kot vožnje, ampak tudi do kompletnih dirkaških vikendov. V trenutku, ko bo zopet prišel na tiste svoje stare občutke, mislim, da bo še marsikoga prehitel. A zopet gre za moje osebno mnenje in moje videnje te težave. Vsekakor kljub temu, da smo videli izjemno slabe rezultate pri ekipi Alpine, mislim, da že na naslednjih dirkah bodo lahko pokazali malce boljšo sliko. Ne tako pretirano dobre, kot smo videli lani, kjer so res imeli lepe priložnosti, ki so jih na polno izkoristili.
Za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.